Mislim, da je festival Lent ena odlična priložnost druženja, tako za Mariborčane, Štajerce, Slovenijo in tudi svet. Sicer vedno so tukaj dve plati, nikoli ne moreš ustreči vsem. Nekateri se sprašujejo, zakaj predim 4-krat, tudi sam ne vem, ampak če napolni oder, ki mu je zadan, si potem tudi zasluži, da 4-krat nastopa. Sicer pa poletje tukaj v Mariboru vedno jamramo, da se nič ne godi. Vseeno je Lent en fantastičen dogodek, fantastičen festival, mnogo prijetnih druženj se je tukaj zgodilo, tako da in se vidimo drugo leto. Ker ste nas bralci spletnega portala Večer pozvali, naj na letošnjem festivalu Lent ne prezremo koncertov klasične glasbe v salonu glasbenih umetnikov, je ekipa internetnega uredništva skušala tudi temu nameniti nekaj pozornosti. Zato smo vam sliko, zvokom in besedo približali čudovite barve inštrumentov in liričnih glasov mladih umetnikov. Res je, da se premalo zavedamo, da je klasična glasba večna. Delati bilanco po Lentu je težko, pa vendar bi moral povedati nekaj. Vtisnili so se mi predvsem dve stvari. Mlada, perspektivna Večerova ekipa internetnega uredništva in pa prenos dela dejavnosti Lenta v mestni park, ki je letos prvič resnično zaživel vse svojem bogatstvu, naravnem in kulturnem, ki so mu vdihnili pečat lentarji. Festival Lent si bom zapomnil po mokrem koncertu Vlada Kreslina, po medijskem debiju z Juretom Godlerjem ter ekipo Radia Gaga ter po neprespanih nočeh. Teh 16 dni smo se trudili približati dogajanje številnih prizorišč, ne glede na sonce, dež, veter ali utrujenost. Prebdeli smo marsikatero noč in si ogledali marsikatero predstavo, ki mogoče koga tudi ni zanimala. Po čem se bom spovedal festivala Lent? Kaj pa vem, verjetno potem, da bi je skoraj uspelo biti na Lentu večkrat kot gospodu Zoranu Predino, ampak samo skoraj. Približno 14 dni pred festivalom sem vsem mojim sodelavcem v redakciji gnjavil, da pa hočem, ampak res na vsak način narediti intervju z Romano Krajnčan za tiste pesmi, kako že gre, Jaka Lojtrobaš, no in potem smo ga naredili. Pa z Janom sodelavcem sva cel Lent lovila te naše zelo glasne bombončice po Lentu in enih 2-3 čist nehote ujela še poslanca Zagoraca, ki je potem na koncu požel celo več komentarjev kot naše bombončice. Lent. Ne vem, če ste opazili, ampak srhljivo veliko število obiskovalcev oziroma Mariborčanov nosi te grozde, gumijaste cokle, krokse. No, ampak o okusih se baje ne razpravlja, tako. To je to.